Pozdravljeni, moje ime je Tomaž Gorec. Danes vam bom na dveh praktičnih primerih pokazal, kako optimizirati spletno stran in jo prepeljati na prvo stran Googla. Oba primera sta tudi zanimiva poslovna priložnost. Prvi primer je še malo boljša poslovna priložnost kot druga, vendar tudi druga priložnost je zelo zanimiva, še posebej zato, ker je zelo primerna za učenje. Na koncu vam bom predstavil še par zelo zanimivih in dobičkonosnih poslovnih priložnosti, ki si jih lahko loti skoraj vsak, le voljo do dela in učenja mora imeti. Pa pojdimo kar na prvi praktični primer, kako optimizirati eno spletno stran. Za primer sem si vzel tole spletno stran, ki smo jo v našem podjetju naredili pred kratkim. To smo jo naredili, pač ena oseba je mene vzel kot mentorja, ker se to želi naučiti, in za praktični primer smo naredili tole spletno stran, tako da smo jo skupaj delali s to osebo, ki je mene najela za mentorja. Je pa to spletna stran prenovakopalnice.com, tako da bo najboljše, da gremo kar na spletno stran. Predlagam, da tudi vi v Google vpišete prenovakopalnice.com in kliknete prvi zadetek, da boste videli, kako izgleda ta spletna stran. Spletno stran bomo verjetno še malo grafično dodelali, da bo lepše izgledala, ampak bi rekel, zdaj za začetek je čisto ok, tudi zdaj še nismo nikjer visoko na Googlu, ker smo ravno dobro začeli z optimizacijo, ampak je pa zelo lep primer za optimizacije. Seveda, vsaka optimizacija spletne strani se začne z analizo ključnih besed. Tudi za ta primer smo mi naredili analizo ključnih besed. Danes ne bom se posebej ustavljal v analizi ključnih besed, tako da obstaja tudi video, za katerega sem vam poslal po mailu, da si ga pogledate, kjer natančno razlagam, kako se naredi analizo ključnih besed. Jaz vam bom pa tukaj sedaj pokazal samo rezultate te analize, ki smo jo mi naredili. Analiza ključnih besed je to, kolikokrat iščejo ljudje razne iskalne pojme v Googlu, seveda v Sloveniji in v slovenskem jeziku. Glejte, mi smo prišli, ko smo delali to analizo ključnih besed, smo prišli do naslednjih rezultatov. Prenova kopalnice išče 590 ljudi na mesec v Sloveniji. Obnova kopalnice išče 320 ljudi na mesec. Izris kopalnice išče 320 ljudi. Adaptacija kopalnice išče 140 ljudi na mesec. Zdaj, prenova kopalnice, obnova kopalnice in adaptacija kopalnice, to je čisto jasno nam, da te ljudje, ki to vpišejo v Google, iščejo nekega mojstra, ki jim bo naredil adaptacijo kopalnice. Kakor skupaj vidite, je to več kot 1000 iskanj, kar pomeni več kot 1000 potencialnih strank. Tukaj smo zraven dali tudi izris kopalnice, ki se išče 320krat na mesec. Nekako predvidevamo, da tisti, ki išče izris kopalnice, bo enkrat potreboval tudi mojstra, ki mu bo to kopalnico naredil, in zato smo se osredotočili tudi na to ključno besedo. Te 4 besede se nam zdijo nekako glavne, smo pa tukaj se izpisali še 4 ključne besede, ki so tudi močno povezane z to dejavnostjo. Rečemo, ena je kopalnice, ki se išče kar 5400krat na mesec, ampak to moramo vedeti, da je to zelo splošna ključna beseda, tudi veliko težje priti na prvo stran Googla, kakor z ostalim besedam, ki sem jih prej naštel, ampak vseeno pričakujemo, da enkrat bomo tudi pod besedo kopalnice na prvi strani Googla. Potem tuš kabina se išče 2900krat, kopalniško pohištvo, tukaj napaka, se opravičujem,
1900krat na mesec in ploščice za kopalnico 880krat na mesec. Mi smo to analizo naredili in smo na vse te ključne besede optimizirali to našo spletno stran. Seveda, najprej smo naredili analizo, potem smo pa izbrali domeno. Naša glavna ključna beseda je prenova kopalnice, ker se išče največkrat. Zato smo izbrali domeno prenovakopalnice.com. Če bi bila prosta domena prenovakopalnice.si, bi vzeli to, ker pač nekako domena si je v Sloveniji bolj prepoznavna kot com, ampak tudi z domeno com ni absolutno nič narobe. Tako da je v bistvu vsem, katero domeno imamo. Je pa dobro, da imamo tako domeno, v kateri je ključna beseda v domeni. Tako da, vidite, tukaj smo to prvo stran bo optimizirana na prenovo kopalnica. Potem pa, če tukaj kliknemo, oddajte povpraševanje, če kliknemo, se nam odpre podstran, dajte, če tukaj označim, se nam odpre podstran obnova kopalnice. To podstran imamo pa optimizirano na besedo obnova kopalnice, ki se išče 320krat na mesec, če imam prav v spominu, je tako obnova kopalnice 320krat na mesec. In se pravi, zdaj smo mogli najprej narediti on-site optimizacijo. Naj samo na hitro povem, da optimizacija se deli na dva dela. Prvi je on-site, drugi je pa off-site, oziroma notranja optimizacija in zunanja optimizacija. On-site je optimizacija, kjer moramo vse, kar pač je potrebno narediti, na spletni strani. Zunanja optimizacija je pa pridobivanje zunanjih povezav in še nekatere aktivnosti. Zdaj, če najprej pogledamo, kateri so glavni faktori on-site optimizacije. To imam tukaj napisano, samo sekunda, evo. Faktorjev je veliko več, kot jih vidite tukaj napisane, ki jih je napisano 7. Teh faktorjev je bistveno več, ampak telih 7 je daleč najbolj pomembnih. In če boste upoštevali telih 7 faktorjev, boste imeli vašo on-site optimizacijo narejeno bolje kot vsaj 95% spletnih strani v Sloveniji. Glejte, prva zelo pomembna zadeva je, da se ključna beseda pojavi v naslovu spletne strani. Pojdimo pogledati kar konkreten primer iz prakse. Glejte, bom šel tukaj še enkrat na Google in bom vpisal prenovakopalnice.com. Vidite, naslov je to, kar vidite tukaj v Google, ko kliknete. To je naslov spletne strani ali pa naslov podstrani. Rečemo, prenova kopalnice, če odprem še en zavihek, pa gremo na Google, prenovakopalnice.com. In tukaj kliknem na oddajte povpraševanje. Vidite, pridemo na podstran obnova kopalnice. Sprav, to je podstran. Zdaj, če bi tole kopirali in kopirali v iskalne polje v Google, bi dobili zadetek za to podstran. In vidite, da se ta zadetek, se pravi tukaj, ta naslov drugačen, kot je bil na osnovni strani. Seveda logično, osnovna stran je optimizirana na prenova kopalnice, ta podstran je pa optimizirana na obnova kopalnice.
Zelo pomembno pri tem, da imate ključno besedo v naslovu, je to, da se ključna beseda da se ta naslov začne z ključno besedo. Vidite, v tem primeru je to ok, obnova kopalnice, hitro, kvalitetno in po ugodni ceni. Ne bi pa, to je pravilen primer, napačen primer pa bi bil kvalitetno, hitro in poceni, pomišljaj obnova kopalnice. To pa ne bi bilo v redu, ker ta naslov se mora začeti z ključno besedo. Tako v tem primeru je to v redu narejeno. To je, kar se tiče naslova spletne strani. Ta drug zelo pomemben faktor je gostota ključne besede v tekstu. Zdaj pri tekstu naj še povem, da je zadeva taka, da teksta mora biti čim več. Zelo težko se visoko vrstijo neke spletne strani, ki imajo zelo malo teksta. Mi priporočamo, da je teksta vsaj 600 besed. Če ga je več, je toliko boljše. Če kaj spremljate tuje strokovnjake na področju optimizacije spletne strani, vam bodo celo rekli, da je priporočljivo imeti na vsaki podstrani 2000 besed teksta. To je sigurno v redu, ni pa to nujno, ker v Sloveniji tudi ni tolikšne konkurence, da bi morali res za toliko veliko teksta nastopati. Glejte, če to pogledamo v konkretnem primeru, bomo šli kar na podstran obnova kopalnice, tole je pač optimizirano na obnova kopalnice. Glejte, mi smo tukaj začeli z nekim tekstom, dali obrazec, če pač nekdo potrebuje obnovo kopalnice, pač tole izpolni, in potem smo pa še dali neki tekst, za katerega smo se potrudili, da bi bil čim bolj koristen in tako naprej. Zdaj, ta oseba, ki je te tekste pisala, je res, da se ne spozna nekaj zelo na kopalnice, ampak je to preštudirala. V bistvu je to bolj primer, na katerem se učimo in je težko priti do nekega zelo, da bi res čisto napisal kot en strokovnjak. Ampak zdaj, ko bomo mi ta projekt spravili med žive, se pravi, da bomo te povpraševanja, ki jih bomo dobivali, začeli posredovati raznim mojstrim, ki to delajo, bomo tudi te mojstre lahko vprašali, dajte mi to povedati, dajte nam to povedati, pa bomo potem tudi ta tekst s časoma izboljšali. Ampak tudi že zdaj, če ga preberete, je kar v redu tekst. Mi se zmeraj probamo postaviti v vlogo, se pravi nekoga, ki v Google piše obnova kopalnice in si zamislim, kaj bi si jaz želel videti tukaj napisanega, če pač želim obnoviti svojo kopalnico. No in vidite, tukaj smo mi kar veliko napisali. Mislim, da je tega teksta celo več kot 1000 besed. Tako da to je super, pač, da je veliko teksta, ker Google ima rad veliko teksta. In tudi tukaj se pojavlja ključna beseda. Glejte, če gremo, če jih označim. Vidite, zdaj so zdaj mi je označilo vse besede obnova kopalnice. Vidite? No, tukaj, ko zdaj na hitro pogledam, je malo premalkrat beseda obnove kopalnice. Tukaj je to napaka in to bomo mogli še dodati. Vidim, da sem jaz to malo preveč površno pogledal. Vidite, pri tem gostoti ključne besede je še eno pravilo. Zelo pomembno je, da se ključna beseda pojavi že kmalu na začetku teksta. Se pravi, zdaj, če bi se ta obnova kopalnice pojavljala samo nekje spodaj, to ne bi bilo dobro. Mora se pojavljati skozi celoten tekst.
Glejte, da bo to majčkeno bolj jasno, si pojdimo pogledati še en primer. Tole bomo mogli popraviti. Izris kopalnice. Vidite, tukaj je pa zadeva ok narejena. Vidite, se pojavlja izris kopalnice, izris kopalnice, izris kopalnice, izris kopalnice, tukaj dvakrat, tukaj. Vidite, lepo enakomerno je porazdeljeno po spletni strani, kar je to super. Tako da, kar se tiče gostote ključne besede, morate gledati, da se pojavlja enakomerno. Ta gostota ključne besede pa naj bo med 1,5 do maksimalno 2%. To pomeni, če imate tekst dolžine 1000 besed, naj se beseda izris kopalnice pojavi 15krat do maksimalno 20krat. Kakor smo že rekli, ta tekst naj bo čim daljši, minimalno 600 besed. In zelo, zelo pomembno je tudi, da je to uporaben tekst, da ga ljudje dejansko berejo. Namreč Google gleda tudi ta podatek, koliko časa se ljudje zadržujejo na spletni strani. In če se zadržuje malo časa, je to Google jasen signal, da spletna stran ne more biti kvalitetna, ker pač ljudje ne preberejo vsebine, ker so premalo časa na strani in tako spletno stran Google uvršča slabše. Kako to izvemo, ali ljudje berejo ali ne berejo naših člankov, je čisto enostavno. Na vsaki spletni strani moramo imeti Google Analytics statistiko, kjer dobimo vse te podatke. Jaz imam, tukaj imam statistiko za prenovo kopalnice.com. Tole je obisk v zadnjih 14 dneh. Na strani je bilo 120 različnih uporabnikov, ki so si ogledali 385 strani in so bili povprečno na celotni strani 2 minute in 12 sekund. Vse, kar je nad 2 minute, je kar v redu. Zelo je pa problematično, če je manj kot minuto, oziroma še bolj problematično, če je manj kot pol minute. Pa vam lahko iz izkušenj povem, da imamo kar nekaj takih strank, ki imajo žal toliko slabo vsebino, da so ljudje povprečno gor manj kot pol minute. Tako da s tako spletno stranjo je zelo, zelo, zelo težko priti na top pozicije v Google. Zdaj pa lahko si še pogledamo, koliko dejansko te podstrani, se pravi te članke, koliko ljudje berejo. To je še bolj pomemben podatek. Obnova kopalnice je bilo 150 ljudi gor, povprečno so bili točno 3 minute na strani. Vidite, to je zelo, zelo dober podatek. Se pravi, da zelo veliko ljudi je ta članek v celoti prebralo. Verjetno je kdo šel prej dol, ampak povprečje vseh ljudi, ki so bili na strani, je 3 minute, kar je zelo dobro. Vidite, tole je podatek za osnovno spletno stran, kjer ni nič naprej. Tukaj so bili pa ljudje samo 35 sekund. To pomeni, da na osnovni spletni strani ljudje pač so najdeli nekaj, da kliknejo naprej in so šli naprej. Tako da to pomeni, da bo Google bolj težko prvo stran rangiral visoko za besedo prenova kopalnice, ker so pač ljudje, vidite, samo 35 sekund na strani. Izris kopalnice so minuto 22. To je kar v redu, ni odlično, je pa v redu, da le pod minuto ni. No, potem, imamo pa še druge podatke, ploščice za kopalnico, samo 24 sekund. To zdaj je tudi težko komentirati, ker vidite, je samo 16 ljudi bilo na te, oziroma različnih ljudi samo 9 in je težko, to je pa premajhen vzorec, da bi gledali te druge rezultate. Ampak če sam primer pogledamo, obnova kopalnice, to pa ljudje dejansko berejo. Tako da bi se lahko reklo, da je bil ta članek zelo dobro napisan. In tako morate tudi vi gledati pri svoji spletni strani.
Če se vrnemo nazaj na on-site optimizacijo. Naslednji faktor je H1 oznaka, pa tudi H2 oznaka. Tukaj sem spet malo narobe imel. Glejte, bomo kar v praktičnem primeru pogledali, kaj je H1 oznaka. Glejte, H1, zbrišem, da ne bo motilo. Glejte, mi imamo na strani tako nastavljeno, da je tole zgoraj izris kopalnice je H1 oznaka. Tole spodaj je pa H2 oznaka. H1 oznaka je bolj pomembna kot H2 in H1 oznaka se mora obvezno začeti z izris kopalnice in je po naših izkušnjah najboljše, da je samo ključna beseda. V H2 je pa tudi dobro, da se začne z izris kopalnice, pa se potem še nekaj nadaljuje. Tako da to je tudi zelo pomemben faktor pri rangiranju. Naslednji pomemben faktor je, da je v URL naslovu ključna beseda. URL naslov je tole. In vidite, tole do tukaj je domena, od tukaj naprej pa URL-jev izris minus kopalnice. Tako da, vidite, je ključna beseda v URL-ju in je samo izris kopalnice. Ni izris minus kopalnice, minus po, minus ugodni, minus ceni. Samo ključna beseda more tukaj biti. Potem še naslednji pomemben faktor je, da se slike imenujejo po ključni besedi. Tale slikca, ki tukaj vidite, se mora imenovati izris minus kopalnice .jpg. Tole bomo preverili tako, da bomo to sliko probali shraniti in vidite, napiše izris kopalnice. Tako da to drži. Še en faktor, ki pa malo manj pomemben, ampak vsem pomemben, pa je, da se ključna beseda pojavi v meta opisu. Glejte, če gremo tukaj nazaj, bom pokazal, kaj je meta opis. Vidite, tukaj imamo zadetek za prenovo kopalnice, to je naslov, to je URL, tole spodaj je pa meta opis. In vidite, prenova kopalnice je nov portal, kjer lahko na enem mestu najdete vse ponudbe za celotno prenovo kopalnice. Če iščete ugodne ponudbe, ste našli pravo. Vidite, to je meta opis. Vidite, meta opis smo tudi začeli z prenova kopalnice, pa še enkrat smo noter dali, bi rekel, sorodno besedo, ki se imenuje prenovo kopalnice. Tako da to je teh 6, bi rekel, najbolj pomembnih stvari oziroma 7 za on-site optimizacijo. Kakor sem rekel, če boste to naredili, bo on-site, boste imeli boljši on-site narejen kot vsaj 95% vseh spletnih strani v Sloveniji. Se pravi, ko pa naredimo spletno stran, ko dodamo vse vsebine, ko uredimo on-site optimizacijo, potem je pa na vrsti tako imenovana zunanja optimizacija. No, glejte, tole sem še pozabil povedati. Na tole spletno stran smo tudi dodali, glejte, zadnje novice. In smo tukaj probali dati nekaj zanimivih novic, ki bi jih ljudje brali. Naslov prvega je, kako ustvariti wellness kotiček, kar v svoji domači kopalnici, kako lahko sami vplivate na kvalitetno prenovo kopalnice, kako lahko ekološko prenovite kopalnico, pa kako se znebiti vlage in plesni. To so taki uporabni članki, za katere menimo, da se bojo tiste osebe, ki jih zanima prenova kopalnice, z veseljem prebrali.
Zakaj je tudi pomembno, da smo dali še te novičke gor? Zato, ker več kot imate vsebine na spletni strani, se pravi, več kot je novic, večjo imate možnost, da vas Google uvrsti visoko med pozicijami. Namreč logično je, več kot ima neka spletna stran vsebine, bolj je to neki signal Google, da se s to spletno stran nekdo trudi in si ta spletna stran bolj zasluži top pozicije, kakor pa nekatera, ki ima, ne vem, samo 2 novičke in to je to. Še en faktor, ki je tudi pomemben pri optimizaciji, to je pa ta dodajanje nove vsebine. To, da vi non-stop nekaj dodajate nove vsebine, to pozitivno deluje na to, da se vaša stran visoko uvrsti. Seveda to ne pomeni, da morate vsak dan dajati neko novo novičko, ampak vsake toliko časa je pa to zelo priporočljivo, ker v praksi je dostikrat tako, da pač nekateri lastniki spletnih strani, se pravi nekatera podjetja, mine leto, 2, celo 3, pa ni absolutno nobene nove vsebine na strani. To je Google čist jasen znak, da za to spletno stran nekdo slabo skrbi in pač si verjetno ne zasluži glih top pozicij na Google. Tako da to je to, kar bi bilo, kar se tiče zunanjih, kar se tiče on-site optimizacije. Zdaj pa imamo pa še na zunanjo optimizacijo. Zunanja optimizacija, kot sem že rekel, predvsem pridobivanje zunanjih povezav. To pomeni, da dobite iz drugih spletnih strani povezavo na vašo spletno stran. Zdaj tukaj treba biti zelo previden, da se tukaj ne dela kaj narobe. Ker če se dela kaj narobe, vas lahko Google celo kaznuje. Lahko Google vašo spletno stran kaznuje tako, da se sploh v Google ne bo pojavila. Če pa dobite malo manjšo kazen, je pa lahko taka, da se vaša spletna stran bo pojavila nekje nad 100. mestom, kar vam nič ne pomaga. In potem tudi, če boste vse pravilno delali, ne bo ta kazen kar takoj popustila, ampak lahko traje več mesecev, včasih celo let. Tako da pri pridobivanju zunanjih povezav morate biti zelo pazljivi. Če tega sami ne znate, je dobro, da nekoga najamete, ki zna, ali pa da to področje res sami zelo naštudirate. Zdaj, tukaj imamo premalo časa, da bi vse povedal o tem pridobivanju povezav, o pridobivanju zunanjih povezav, kako, na kakšen način, ker bi samo o tem lahko govoril 2, 3 ali pa celo 4 urce, tako da nas sam pač malo osnovno, da si boste predstavljali, kaj sploh pomeni pridobivati zunanje povezave. No, še ta pravilo moram povedati, mi se zmeraj držimo, da dokler spletna stran ni stara vsaj 1 mesec, ne dobimo nobene zunanje povezave. To ne pomeni, da je domena stara 1 mesec, ampak za Google je stara stran toliko, pač začne starost šteti od takrat, ko on zazna prvo vsebino na spletni strani. Se pravi, mi pa gledamo tako, se pravi, tukaj, ko smo dodali na to stran, se pravi, vse te podstrani, pa vse novice, od takrat 1 mesec mi nismo dobili nobene povezave, potem smo jih pa začeli počasi pridobivati. Zdaj, primer zunanje povezave vam lahko pokažem na eni spletni strani, ki vidite tukaj. Vidite, tukaj smo napisali en članek, katerega naslov je prenova kopalnice, in tukaj smo pač o prenovi kopalnice pisali in vidite tukaj, ko sem z miško, smo dali povezavo na www.prenovakopalnice.com. Ker je na tej spletni strani povezava do naše spletne strani, to Google vzame kot pozitivno in našo spletno stran uvrsti više v Google. Seveda samo ena povezava ne pomeni veliko. Povezav morate imeti veliko in jih morate tudi ves čas nove pridobivati. Tako da to ne pomeni, da dobite 20 povezav, zdaj ste pa vse naredili, pa je končano. Ne, povezave morate skozi pridobivati. Je pa res, da je zelo, zelo velika razlika, če vaša spletna stran nima nobene zunanje povezave ali pa če jih ima 5.
To je ogromna razlika, ampak 5 ni veliko, je pa veliko, veliko več kot 0. In vidite, tukaj, če bi zdaj to kliknil, bi prišel na spletno stran prenovakopalnice.com in glede na to, da smo dobili to zunanjo povezavo, zaradi tega nas bo Google višje uvrstil. Zakaj? Zato, ker v teoriji je tako. Zdaj, da nekdo da povezavo na vašo spletno stran, jo da z razlogom. Verjetno zato, ker mu je vaša spletna stran všeč, ker je dobra, ker meni, da bojo njegovi bralci dobili na vaši spletni strani neke koristne informacije. In vse to, kar sem naštel, je neki dober signal Googlu, da je ta spletna stran ok in zato jo bo dal više v Googlu. To pomeni, da je treba pridobiti čim več zunanjih povezav. Kakor sem pa rekel, na začetku je treba biti previden, da jih ne pridobivamo tudi prehitro. Mi jih na začetku pridobivamo 1 na teden, potem pa to tudi gremo do 3 povezave na teden, to je maksimalno, ampak to samo na straneh, ki so že malo starejše in ki imajo veliko vsebine. V tem primeru za stran prenova kopalnice ne bi nikoli naredil, da bi 3 povezave na teden dobili, ker se mi zdi absolutno preveč. Za enkrat dobivamo 1. Ko bo stran malo starejša, pa ko bomo dodali še malo nove vsebine, potem bomo pa mogoče pridobivali 2 na teden ali 2 na 10 dni, pač malo bomo ta tempo povečali. Zdaj pri povezavah, mogoče morate vedeti, če to vidite, obstajajo različne povezave. Vidite, ena je ta, to se pravi, smo linkali URL. Ta linkan tekst bi tudi napisali, da obiščete portal, kliknite tukaj, pa bi tukaj linkali. Lahko bi na spletni strani prenova kopalnice najdete vse informacije, kako prenoviti kopalnico in bi tam prenova kopalnice linkali na našo spletno stran. Vedno mora biti največ teh URL-jev povezav, ker to je najbolj naravna povezava, ker večinoma ljudje na tak način dajejo povezave. In zato je Google to najbolj naravno in največ mora biti takih povezav. Mora biti pa ta tekst različen, enkrat tak, drugič malo drugačen. To je spet poglavje za 2-3 urce webinarja, tako da več o tem bom ob eni drugi priložnosti, mogoče na kakšnem drugem webinarju povedal. Zdaj, to je to, kar se za to stran tiče optimizacija. Naj pa povem, da se še nikjer ne pojavljamo visoko za to spletno stranjo, ker je še čist prehmalo, ampak smo pa začeli oglaševati na AdWordsu, toliko, da malo vidimo, kako se ljudje gor obnašajo, zato smo tudi lahko videli, koliko ljudi je prišlo, koliko časa je gor bilo in moram reči, da pač nekaj ljudi je že izpolnilo ta obrazec, da želijo povpraševanje, tako da to je zagotovo, bi rekel, dober biznis. Tako da, če imate v mislih kaj podobnega, vam lahko garantiram, da to so posli, ki sigurno laufajo. In jaz sem prepričan, da če bomo s to spletno stranjo, kar niti ni razloga, da ne bi prišli na top pozicije v Googlu, ker naprimer, če v Googlu pišete optimizacije spletnih strani, boste videli, da se na prvem in na drugem mestu pojavi naša spletna stran, tako da to pomeni, da smo na tem področju res dobri in če smo prišli pod tako težko besedo, kot je optimizacija spletnih strani, ki hoče vsako podjetje biti prvo, ki se s tem ukvarja, jih je pa več kot 500 v Sloveniji. Če smo s to besedo prišli na prvo stran, potem bomo tudi za prenova kopalnice, ne na prvo stran, v bistvu smo prišli na prvo mesto
mesto, na prvo in drugo mesto in zdaj ni bojazni, da pod prenova kopalnice, obnova kopalnice in podobnimi besedami ne bi prišli vsaj med prvih 5 zadetkov. Seveda, optimizacija je postopek, ki nekaj časa traja, bo to trajalo še nekaj mesecev, ampak pričakujemo, da v nekaj mesecih bomo pa že z kar nekaj ključnimi besedami na prvi strani. In takrat bo še več obiskovalcev na strani, še več povpraševanj in seveda, če mi se bomo to z nekim izvajalcem, ki pač ponuja izvajanje prenove kopalnice, se bomo z njim dogovorili, da mu posredujemo te kontakte, ki jih pač tukaj dobimo in on nam bo za to pač plačal določeno ceno. Mogoče se bomo za neki mesečni pavšal dogovorili ali pa mogoče celo za procent od izvedenega posla. To bomo še točno videli, kako. Sem pa prepričan, da se preko interneta da dobiti veliko več posla kot samo za enega izvajalca, tako da tudi ne bomo sodelovali samo z enim izvajalcem. Pa kakor ste videli, optimiziramo tudi na tuš kabine, se pravi, tukaj se bomo še z nekom povezali, ki prodaja tuš kabine, nam bo tudi dal neko provizijo, če bo pač neki naši stranki prodal tuš kabino. Povezali se bomo z nekomu, ki dela izrise kopalnice, pa mu bomo pošiljali te povpraševanja. Vidite, če greste na podstran izris kopalnice, vidite tukaj obrazec, če nekdo potrebuje izris kopalnice, je tole kontaktni obrazec, ki ga izpolne in potem mi to posredujemo nekem človeku, ki dela te izrise kopalnice in se pravi temu človeku, ki je to izpolnil, ta človek, ki dela izrise kopalnice, pošlje ponudbo in pač ta človek, če želi, sprejme to ponudbo, če ne želi, ne sprejme, to je pač čisto njegova svobodna odločitev. Tako da, vidite, v samo to spletno stran imamo kar veliko raznih dejavnosti umešalne. Vidite tudi ploščice za kopalnico, to je tudi ključna beseda, ki se išče. In ko bomo visoko prišli, bomo tudi tam mogoče napisali, najboljše ploščice za kopalnice dobite v tem podjetju in to pač podjetje nam bo mogel plačati par 100 evrov na mesec, zato ker pač bo imel dobro reklamo in bo zaradi tega tudi kar nekaj teh ploščic prodal. Tako da to bi bil ta prvi primer, kar se tiče prenova kopalnice. Zdaj pa, sicer ta primer sem šel zelo detaljno, ta drugega bom sam na hitro predstavil, tako da pač, da boste videli, ampak bom malo skrajšal, ker če ne, bomo čist predolgi s tem webinarjem. No, naslednja spletna stran pa je tema horoskop. Ime spletne strani je, gremo kar v Google, pišemo horoskop.si, kliknemo in kliknemo prvi zadetek. To je spletna stran, na kateri najdete horoskope. Zakaj smo šli ravno na horoskope? Zato, ker je horoskop ta druga najbolj iskana zadeva v Sloveniji na Googlu, takoj za vremenom. Ne boste verjeli, ampak besede povezane z horoskopom se v Sloveniji mesečno v Googlu pišejo več kot 250 000-krat. Poglejmo samo nekaj teh takih besed, ki se največkrat opisujejo. Samo horoskop vpišejo ljudje v Google 135 000-krat na mesec. Dnevni horoskop vpišejo 33 100-krat na mesec. Tedenski horoskop 12 000-krat. Današnji horoskop 5400-krat. Kitajski horoskop 5400-krat. Mesečni horoskop 2900-krat. Ljubezenski horoskop 1000-krat. Potem je zanimivo, da ljudje iščejo tudi na tak način, kot je horoskop junij 2017. To sicer res se išče samo maja in junija, ampak se išče 4400-krat na mesec.
Horoskop julij 2017 se išče še več, se išče 5400-krat na mesec v mesecu juliju. Potem proti konca leta v decembru se bo horoskop 2018 iskal 33100-krat v mesecu decembru. Zakaj vemo, da se bo toliko? Zato, ker se je v prejšnjem letu v decembru horoskop 2017 iskal 33100-krat na mesec. In pač ni zdaj razloga, da bi se pač letos manj iskalo, pa tudi če bi se, je lahko to odstopanje 10%, se pravi še zmeraj na 30 000. Letni horoskop 2018 se je tudi v decembru iskal 9900-krat, potem se pa tudi ljudje iščejo horoskop bik, horoskop dvojčka, horoskop rak, to se pa išče od 1000 do 2900-krat na mesec. In mi to stran optimiziramo pod vsem tem ključnim besedam, oziroma za 2018 še ne optimiziramo, to bo še čas. Večinoma druge besede pa optimiziramo. Zdaj najprej nekaj o domeni povem. Se pravi, domeno smo izbrali horoskopko.si. Seveda bi rajš horoskop.si, da je ključna beseda v domeni. Ampak tudi horoskopko je v domeni beseda horoskop. Se pravi, pa še ko je dodan. Zdaj to v domeni ni treba, da je kakšen minus ali karkoli, da to Google ve, da so dve besede. On ve, da je v horoskopko.si beseda horoskop. In je ta domena čist isto v redu, kakor horoskop.si. Seveda, vseeno bi rajš imel horoskop.si, ampak ker je to nekdo že zakupil, jo pač ne moramo mi in smo dali horoskopko.si. In glejte, na strani smo, vidite, imamo, če tukaj sem tam meni si pogledamo, dnevni horoskop, tedenski horoskop, mesečni horoskop, kitajski horoskop, ljubezenski horoskop imamo. Glejte, tukaj imamo horoskop junij 2017, ki smo prej pogledali, se bo iskalo v juniju 4400-krat. Vidite, tudi ta slikca se imenuje horoskop minus junij minus 2017, je pa ga pojavlja se horoskop junij 2017 za ovna, tukaj bo horoskop junij 2017 za bika in tako naprej. Se pravi, s tem smo dobili gostoto ključne besede. In vidite, ta horoskop je zelo dolg, zelo velik besed. To je tisto, kar sem vam rekel, da je zelo pomembno, da je velik besed. Naredili smo tudi lastnosti vseh znamen, tako da si lahko preberete, rečemo tukaj le je za ovna. Se pravi, to je pa optimizirano na horoskop oven. Ko bo nekdo upisal horoskop oven, se bo s časoma, tudi s tem primerom, tudi s to spletno stranjo se ne ukvarjamo dolgo časa, tako da tudi to še nismo visok, ampak enkrat bo, ko bo nekdo horoskop oven upisal, se mu bo na prvi strani pojavila tale spletna stran in vidite, si lahko človek vse o ovnu prebere, splošne značilnosti, ljubezen, posel in denar, potem tukaj ljudi povabimo še na druge horoskope, se pravi, namen tega je, da človek čim kasneje zapusti spletno stran, ker je pač to zelo, zelo pomembno, da je čim dlje časa na spletni strani, kot smo že prej gledali. Zdaj, kot sem prej rekel, je ta zadeva zelo super za učiti. Zakaj super za učiti? Zato, ker rečemo besede z letnicam, rečemo kot je horoskop junij 2017 ali pa horoskop julij 2017, so dokaj enostavne in se da dokaj hitro priti visok in človek, ki se uči, je veliko bolj navdušen, če so neki rezultati hitro pojavijo, ne pa da čaka in čaka več mesecev, da pride do nekih rezultatov, ker potem že razmišlja, ali kaj narobe dela, ali ne zna in tako naprej. Glejte, mi imamo tudi posebno orodje, ki nam meri te pozicije. Vsak dan pogleda in nam sporoči, kakšna je pozicija.
Lejte, tukaj smo vzeli to taktiko, da smo se najprej osredotočili na besede horoskop julij 2017, kjer smo trenutno 9, pa horoskop julij 2017, kjer smo trenutno 7. To so bile najlažje ključne besede in smo se najprej na te najlažje osredotočili. Lejte, pod besedo horoskop niti nismo med prvih 100. Zato, ker smo rekli, bomo prej s tem talahkem začeli, potem se bomo pa posvetili te horoskop. Tudi podnevni horoskop nas ni med prvih 100. Smo pa podtedenski horoskop 14. Podmesečni horoskop 33, kitajski horoskop 39, ljubezenski horoskop 20. Te horoskope za posamezno znamenje smo pa sam podoben 47, po drugem še nismo, zato ker te članke, te, bi rekel, horoskope smo dali gor šele prejšnji teden in seveda v to kratkem času ne morejo priti visoko med zadetki. Bo treba počakati še kakšen teden, 2. Ampak, lejte, za vse te besede, ki vam govorim, smo mi že dokaj dobro uvrščeni spletno stranjo preberite.si. Smo kar z nekaj teh besed, ki sem jih tukaj naštel, smo na prvi strani Googla in imamo s tem zelo veliko prometa. Lejte, tudi ta stran, horoskopko, lejte, tole je za zadnje 14 dni obisk. Lejte, 4450 različnih uporabnikov je bilo na tej spletni strani v zadnjih 14 dneh, ki se je ogledalo 15872 strani. Poprečno so bili na strani 1 minuto pa 56 sekund, kar je dobro. Zdaj, če si še pogledamo, koliko časa so se zadržali na katerem horoskopu. Bomo verjetno videli, vidite, horoskop dvojček so bili poprečno 49 sekund. To ni ravno dobro. Tudi ljubezenski horoskop, samo 46 sekund ni dober. In zakaj tak majhen čas? Zato, ker so te horoskopi, če jih pogledate, malo prekratki. Bi mogli več napisati, mogoče tudi bolj kvalitetno. Evo, se pa spomnim, da smo se zelo potrudili za horoskop junij 2017 in rečemo, lejte, tukaj je pa 2 minute pa 7 sekund povprečje. Tako da to je dobro povprečje. Še dnevni horoskop tudi samo 51 sekund. Horoskop oven 49. Sprav, tukaj bomo mogli narediti neke izboljšave. Zdaj lahko tudi pogledamo, na kakšen način smo pridobili te obiskovalce. Tukaj Google Analytic omogoča ogromno vse živo lahko vidite. Zdaj to gledamo samo osnovne stvari. Lejte, iz socialnih omrežij, se pravi, to je večinoma Facebook, je prišlo 4555 ljudi na spletno stran. Oziroma edinstvenih različnih 3481. Se pravi, iz Googla, to pomeni, če kdo vpisal, ne vem, horoskop junij 2017 ali horoskop bik ali mesečni horoskop ali tedenski horoskop, teh je bilo samo 388 zaenkrat. Ampak to bomo bistveno povečali. Lejte, zdaj pa, če pogledamo, koliko časa so ljudje bili gor. Te, ki so prišli iz socialnih omrežij, so bili minuto 47, kar niti ni tako zelo slabo, ampak te, ki so pa prišli z Googla, so bili pa 3 minute in 3 sekunde. To je zmeraj, če pride človek iz Googla, je običajno dlje časa na strani, ker on je iskal ljubezenski horoskop in je najdel ljubezenski horoskop. Če pa je to videl na Facebooku, je bil pa malo firčen, pa je kliknil, pa je videl, da ga to ne zanima, pa je dol šel. Tako da, vidite, ne, zdaj, če pogledamo 14 dni, se pravi, ta spletna stran bo imela že v enem mesecu preko 10.000 obiskovalcev. To ni tako zelo malo. Računamo, da bomo bom rekel, da ne bom pretiraval, si bom malo več časa vzel, ampak računam, da do konca letošnjega leta bi pa sigurno mogli priti do tega, da bi ta spletna stran imela vsaj 100.000 obiskov mesečno. Jaz mislim, da nam to ne bo
težko prideti. Si zamislite, če bi uspeli prideti, ne vem, pod horoskop med prve 3. To pomeni že preko 50.000 obiskovalcev v mesec. Potem kar nekaj lahko dobimo še preko Facebooka, pa seveda tudi po drugim besedam, kot sem jih tukaj pokazal, bomo prišli visoko in pač bojo ljudje hodili. Tako da zadeva ima kar potencial, res je, da tukaj je to malo težje monetizirati, tukaj se težko s kom dogovoriš, da bi oglaševal tukaj mogoče, ne vem, kakšne vedeževalke ali kaj podobnega. Se pravi, tako da dobičkonosno je to bistveno manj kot kar prenova kopalnic. Ampak je pa to zelo luštna zadeva za učiti se, nikoli pa ne veste, mogoče bi se pa našel kdo, ki bi pa ravno na tej vaši spletni strani želel oglaševati. Ima mogoče neki tak izdelek, tako storitev, ki bi pač želel oglaševati in vam bi to plačal. Je pa res, lahko pa date gor te oglase razne in boste tudi od tega plačani. Tako da, če imate toliko veliko obiska, rečemo 100.000, od tega je že v teh samih oglaskov, da vi nič ne tržite, boste dobili, ne vem, v najslabšem primeru 100 do 200 evrov, lahko pa tudi bistveno več. Rečemo, za preberite.si smo v enem mesecu dobili celo nekih 350 evrov, sem z teh oglasi. Ampak zmeraj se pa več zasluži, če se to samo potrži. Če potržite, če sami dobite nekoga, ki bi želel oglaševati. Kakor sem že prej rekel, je ta stran zelo dobra za učenje. Tako da ki tacga zelo priporočam, rečemo, za začetek. On-site SEO, kako smo ga delali, ne bom kazal, ker je čisto isti, kot je prenova kopalnice. Če pač ste pozabili, boste šli lahko posnetek potem še enkrat pogledati, pa boste videli. Tako da to bi bil ta drugi praktični primer. Glejte, jaz sem vam zdaj pokazal sem vam pokazal, kakšne so trenutne pozicije. In vidite, horoskop nas ni nikjer, dnevni horoskop nas ni nikjer, tedenski horoskop smo 14, mesečni 33, kitajski 39, brezplačno vedeževanje 20, ljubezenski horoskop 20, horoskop juni 2017 9, horoskop juli 2017 7 in potem tele poznaken horoskop plus znak, skoraj nikjer nismo uvrščeni, razen tukaj 181, kar ni nič po 134. In lejte, zanimivo bo to videti razliko čez en mesec, 2. In vam bom vsem, ki pač ste se prijavili na ta webinar, vam bom prav naredil primerjavo, na katerih pozicijah smo bili pač na današnji datum, 29.5. in kakšen bomo čez 2 meseca. In boste videli, koliko bo šlo te pozicije gor. Pa tudi o obisku vas bom obveščal, koliko bo ta večji, tako da si boste imeli malo predstavo, kako to deluje. Seveda bomo pa še veliko na tej spletni strani naredili. Tudi poboljšali bomo pač te horoskope, tisti, ki jih nam pač dostavljajo, se bomo dogovorili, da bojo daljše napisali, da če se tu da boljše, tako da bojo ljudje z našo stranjo zadovoljni. Zmeraj morate temeljiti na tem, da pač človek, ki pride na vašo spletno stran, da najde tisto, kar je iskal in da mu je spletna stran všeč in da se bo čez čas, posebno taka stran, kot je horoskop, vrnil spet nazaj na to vašo spletno stran. Ker več obiska pomeni v končni fazi več denarja. Tako da to pač zmeraj gledajte, da je pač vaša spletna stran čim bolj kvalitetna. Razmišljajte, kaj lahko poboljšate in tako naprej. Tako da, to čez 2 meseca, rečemo, vam bom poslal podatke o pozicijah pa obiskov. Zdaj, to sta ta 2 primera, ki sem pač rekel, da bom predstavil, kako delamo optimizacijo v živo. Zdaj,
bom pa za konec pa še povedal par primerov, kako, ali pa bom rekel predstavil par poslovnih priložnosti, ki pač jih mi v našem podjetju nekako vidimo na internetu, in glede na to, da imam na tem področju že kar nekaj let, več kot 10 izkušenj, sem tudi prepričan, da čeprav so neki primeri taki, ki se jih mi še nismo delali, ampak sem lahko z gotovostjo trdim, da so to res dobre priložnosti. Glejte, prva priložnost, ki vam jo želim predstaviti, je ena priložnost, ki jo bomo izkoristili v našem podjetju. To zdaj ne pomeni, da kaj podobnega ne smete vi narediti. Jaz nisem nikoli alergičen na konkurenco, da bi rekel, ne, lejte, zdaj pa mi to delamo, to pa vi ne smete. Lejte, jaz mislim, da na internetu ni nobene konkurence, da je za vse dovolj prostora, da bolj je potrebno, da sodelujemo, da si pomagamo drug drugemu, kakor pa da nekoga gledamo kot konkurenca. Tako da jaz ne bom absolutno nič jezen, če bo kdo šel kaj ravno takega narediti, kakor jaz zdaj razlagam, ali pa tudi, če bo šel portal delati za prenovo kopalnice. Absolutno nič ne bom jezen, se pravi, še vesel bom, to pomeni, da sem nekoga prepričal, da je pač to res dobra zadeva. No, naslednja zadeva, ki jo želimo v našem podjetju narediti, res je, da ne vem čisto točno, kdaj bomo naredili, ker imamo kar veliko dela, imamo v zadnje čase zelo veliko strank, ki jim delamo optimizacijo, in potem takele zadeve damo malo na stran, malo zavlečemo, ampak tale, ki jo vam bom zdaj razložil, je kar pomembna in upam, da se bomo čim prej lotili. To pa je, naredili bomo en portal, katerega bo tema ogrevanje. Namreč ogrevanje je taka zadeva, ki pač vsakega človeka, bi rekel, ki živi v individualni hiši, pa tudi v bloku, pač zanima, ker ogrevanje ni tako zelo poceni in pač vsak gleda, da pač pride čez z čim nižjim stroškom. V zadnjem času so zelo popularne toplotne črpalke, sam je sicer nimam in ne vem točno, kakšni so prihranki, ampak kakor mi drugi govorijo, zelo veliki. Potem tudi neki IR paneli ne bi bili v zadnjem času zelo popularni, to vidimo tudi v tem, da se IR paneli išče 2900-krat na mesec. Tako da naredili bomo en portal, na katerem bomo nudili zelo koristne informacije o ogrevanju. Primer, bomo napisali zelo obsežen prispevek o toplotnih črpalkah, kjer bomo poklicali več različnih dobaviteljev, jih vprašali za ceno, garancijo, kvaliteto in jih tudi vprašali, zakaj menijo, da pač naj stranka kupi njihovo toplotno črpalko, ne od konkurence. Tako da bomo naredili neki zelo zanimiv članek za tistega, ki kupuje toplotno črpalko, pa ne ve točno, kaj bi kupil. Pač se bomo potrudili, da bomo nekako dali čim več informacij. Seveda je pa potem na človeku na koncu izbira, a pač za katerega se bo odločil. Potem bomo tudi primerjali ogrevanje z toplotno črpalko, ogrevanje z peleti, ogrevanje z IR paneli, klasično ogrevanje na kurilno olje, potem tudi ogrevanje s pečmi na drva. Glejte, mene, če zdaj ta trenutek vprašate, kaj bi bilo najbolj za ogrevati, glejte, nimam ravno veliko pojma. Res je, da smo pred nekim 4 letom pri nas v naši poslovni stavbi zamenjali peč, ki je bila prej na kurilno olje, s pečjo na pelete in je ta prihranek na letnem nivoju več kot polovico manjši. Tako da za pelete vem, da so super zadeva, ampak glejte, pojma pa nimamo o toplotnih črpalkah, niti v IR panelih in tako naprej. Tako da bi me, če bi razmišljal o neki zamenjavi, bi me to zelo zanimalo, kaj je tisto, kar se mi splača. In tukaj bomo spet napisali neki članek,
katerega tema bo to, da se bo človek lažje odločil. Seveda, lejte, bomo pa tudi pisali bomo o pečeh na drva, tudi o pečeh na kurilno olje. Potem tukaj, lejte, sem spisal kar nekaj ključnih besed, katere so zanimive. Vidite, peč na pelete 1600-krat se išče, peleti 1900-krat, centralne peči na drva 390-krat, kamini na drva, tukaj imamo še bukova drva 590-krat, peč na olje 320-krat, cena kurilnega olja 6600-krat. Vidite, mi bomo tudi na tej strani sproti objavili, kakšna je cena kurilnega olja, ki se spreminja vsakih 14 dni, pa še po novem zakonu, ki je v veljavi kakšno leto, je to prosto ceno oblikuje vsak prodajalec. In boste na naši strani lahko najdeli primerjavo. Bomo, ne vem, vsak drug torek zjutraj, mislim, da se v ponedeljek zvečer na 14 dni to spreminja, poklicali vse dobavitelje, bomo rekli, koliko imate ceno, in bomo na stran dali to informacijo. Ljudje bojo hodili na našo stran. In seveda, ko bomo imeli veliko obiska, ko bomo visoko v Googlu, bomo zelo zanimivi za oglaševanje za podjetja, ki prodajajo toplotne črpalke, ki prodajajo lesene palete, ki prodajajo kurilno olje, ki prodajajo peči na pelete, toplotne črpalke, radiatorje in tako naprej. In verjamete mi, da če bomo to stran pripeljali visoko pod besedo toplotne črpalke, imamo že eno stranko na to temo, in jaz vem, da ta stranka je pripravljena zelo veliko, bi bila pripravljena plačati za oglaševanje, če bi bili mi s to spletno stranjo med prvih 5 na Googlu pod toplotne črpalke in da nekako njega izpostavimo, da je pač na vrhu njegova ponudba ali z nekim banerčkom in tako naprej. Potem isto tisti, ki prodaja peči na drva, pa to ne pomeni, da bomo oglaševali samo enega, ki prodaja toplotne črpalke. Lahko jih bomo več. Tako da tukaj je kar veliko možnosti za zaslužiti. Ampak na začetku je treba predvsem gledati, da je to kvaliteten portal za kvalitetno vsebino. Mi bomo za to poskrbeli, čeprav v našem podjetju se noben na to ne spozna, ampak smo pred kratkim zaposlili eno punco, ki zelo dobro piše, in v bistvu s pomočjo teh proizvajalcev, rečemo primer, če vzamemo toplotne črpalke, s pomočjo njihovih informacij, ki jih bomo dobili, bo ta punca po mojem lahko zelo dobre prispevke napisala. Tako o toplotnih črpalkah, kot IR panelih, malo bo še vse skupaj po internetu preštudirala in ne dvomim, da ne bi imeli dobre vsebine na spletni strani. To, da bomo pa visoko na Googlu, to pa pač znamo v našem podjetju delati in ne vidim problema, da nam to ne bi ratalo. Zdaj, to je rečemo ena taka zadeva, ki se bomo mi lotili. Vam bom pa povedal še par primerov, za katere sem prepričan, da je potencial, so tudi primeri, ki smo jih mi že delali, pa vem, da je potencial. Rečemo, ena zadeva je montažne hiše. To smo enkrat pred nekim 7 leti že delali in ta spletna stran, bi rekel, je tako z malo truda prinesla 1000 evrov na mesec. Predvidevam, da bi tudi zdaj to bilo brez težav. Glejte, čist primer, montažne hiše se išče 5400-krat na mesec, samo montažne hiše, potem imate pa še lesene montažne hiše, pa montažna hiša, pa montažne hiše cenik, tako da se to išče krepko preko 10 000. Pa glejte, montažna hiša je lahko tudi 100-150 000 evrov. In jaz sem prepričan, da večinoma teh podjetij, ki prodajajo montažne hiše, vam je pripravljena dati 2-3% provizije, če mu prodate
montažno hišo. To ne pomeni, da jo vi fizično prodate, ampak če mu vi pošljete potencialnega stranko, ki potem kupi to hišo, jaz sem prepričan, da je kar nekaj podjetij, ki je pripravljeno plača 2 do 3% provizije ali pa mogoče, 300 evrov za mesečno oglaševanje na tej spletni strani. Potem še en primer, ki smo ga tudi imeli že v našem podjetju, tudi pred nekim 6-7 letom nazaj. To je bilo stavbno pohištvo. Pod stavbno pohištvo spadajo PVC okna, lesena okna, garažna vrata, vhodna vrata. In to smo ravno podoben portal naredili, kot sem zdaj govoril o tem, da ga bomo naredili za ogrevanje. Pojavljali smo se visoko na Google, karkoli ste vpisali, če ste vpisali PVC okna, smo bili prvi, če ste vpisali okna, smo bili prvi, če ste vpisali vhodna vrata, smo bili med prvim 3, če ste vpisali notranja vrata, smo bili med prvim 3. In zato, ker smo bili visoko, je to bilo veliko obiska, se pravi ljudi, ki so to iskali, in podjetje so nam plačevala za to, da smo jim posredovali te kontakte. Se pravi, podjetje je od nas dobilo pač ta kontakt, Janez Novak, da želi PVC okna za svojo hišo. Oni so mu dali ponudbo, ki ni bila absolutno nič zavezujoča za tega, ki je pač pri nas obrazec spolnil. Če se je on z njihovo ponudbo pač strinjal, so se dogovorili, so mu naredili in pač oni so stranko dobili, seveda po naši zaslugi, in to podjetje nam je zato tudi nam plačalo to oglaševanje. Tako da to, kar se tiče stavbnega pohištva, tudi lahko rečem, da iz prakse vem, da je zanimivo. Potem še ena taka zadeva, ki se mi zdi tudi zelo zanimiva, je pa pohištvo. Bi rekel, vse vrste pohištvo, od kuhinj do otroških sob, spalnic, dnevnih sob, kopalniško pohištvo. To se zelo veliko išče v Google. Rečemo samo primer, kuhinje se išče 8100-krat na mesec, samo točno kuhinje. Potem so pa še druge, moderne kuhinje, poceni kuhinje, kvalitetne kuhinje in tako naprej. Tako da tega je ogromno. Tako da tudi zato sem prepričan, da je prostor, ki pač se da nekaj narediti. Tako da mislim, da sem vam dal kar nekaj izhodišč. Res sem se danes osredotočil, na te portale. To so, taki biznisi, ki so pač nam blizu, ki jih malo poznamo. Jaz sem tudi zagovornik tega, da je dobro delati nekaj takega, ki te vsaj malo zanima. Zdaj, težko bi jaz neke lake za nohte prodajal, pa umetne nohte, pa take zadeve, ker pač žal me to ne zanima. Veliko bolj bi to delala neka ženska, ki je navdušena nad tem, ki zelo dobro to pozna. Jaz pa malo težji, tako da če se boste odločili, kaj bi delali, dajte tudi kaj takega, ki malo poznate. Rečemo tudi, če bi se kdo odločil delati tak portal za ogrevanje, kot sem ga omenil, če bi se ga lotil nekdo, ki ima na tem področju kar nekaj znanja, da bi rekel, da je neki strojni inženir ali nekaj takega, mu je to veliko lažje vse skupaj speljati, kot pa nam, ki to pač majčkeno manj poznamo. Ampak, glejte, tudi mi bomo speljali, v to sem prepričan. Tako da, to je to, kar bi bilo teh poslovnih priložnosti. Zdaj, ob tej priliki naj vas še povabim, tisti na spletni strani gorec.si je na voljo ena brezplačna e-knjiga z naslovom Kaj lahko podjetje samo stori za boljše pozicije v Google. To je, bom rekel, povzetek nekaj takega, kot sem danes povedal, mogoče majčkeno bolj podrobno, pa ker je napisano, je le mogoče malo lažje česiti, tako da to, če greste na spletno stran Gorec.si, si to lahko najdete, pa sami izpolnite obrazec, pa vam pošljemo popolna brezplačna zadeva, brez obveznosti. Tako da iz tega se boste lahko nekaj naučili.
To brezplačno knjigo je dol vzelo že blizu 1000 ljudi in moram reči, da smo dobili vsaj 50 pohval, da so nam rekli, da so pač upoštevali neke zadeve, in da se jim je takoj poboljšala pozicija na Google in tako naprej. Tako da lejte to, če pač želite, da bi bila vaša spletna stran više uvrščena v Google, oziroma če se želite na tem področju izobraževati, da bi hoteli pač znati optimizirati, mimogrede naj povem, da pač optimizacija spletnih strani je tudi kar zelo, zelo dober posel, če to znaš. Res je, da moraš veliko znati, ker pa enkrat to znaš, je pa to kar dobro plačana zadeva, tako da sem prepričan, da se bo kdo odločil, da se nauči optimizirati, sem prepričan, ali bo sam lahko delal kot samostojno optimizacijo, če bo pa iskal službo, jo bo pa tudi zelo, zelo hitro najdel, ker strokovnjakov na teh področju v Sloveniji zelo, zelo primanjkuje. Tako da to bi bilo z moje strani vse. Vsem se zahvaljujem za prisotnost. Bom pa v prihodnosti pripravil še par podobnih webinarjev, kjer bo tudi tema optimizacija, pa se bomo mogoče malo bolj detaljno posvetili pridobivanju zunanjih povezav, pogledali še bolj detaljno kakšne primere z prakse, tako da verjamem, da nekaj zanimivih informacij boste dobili na to temo. Tako da to je z moje strani vse. Hvala in lep pozdrav do naslednjič.